Zdaj smo tukaj v delu, kjer se vzdržujejo letala v prvi in pa v drugi stopnji. Tretjo stopnjo, ko se pa motor razbija na prafaktorje, pa delamo v tujini, pri samem proizvajalcu. Tukaj je Lima 951, ki je isto bila na letnem pregledu, ni sedišč not, vse ven pobere, vse se pregleda, vse se zamenja, tisto, kar je pač časovne komponente, ki so potekle. Naši tehniki so končali srednjo tehnično šolo in pa tisti, kateri hočejo biti častniki, inženirji, se potem vpišejo na fakulteto in je proces popolnoma enak. Po končani fakulteti grejo v častniško šolo, pridobijo čin, vmes se strokovno izobražujejo in pa potem tudi v civilnih ustanovah v Adriji, predvsem v Adriji, pridobijo tiste osnovna dovoljenja za delo. Proces za tehnika, da bi letalo pregledal in podpisal knjižico, da je letalo v redu, 5 let. Popolnoma enako kot za pilota. Lahko je letalo prvih 5 let, rečem, da sam ne more podpisati, dela pod nadzorom starejšega, ki mu predaja te znanje in pa izkušnje. In šele po 5 letih, ko pridobi vsa ta znanja in pa delovne izkušnje, gre na testiranje in pa na izpite, kjer ga še enkrat preverijo, da lahko podpiše sam, da je letalo v redu. Tlele se dela druga, tretja stopnja, pomeni kompletno vso vzdrževanje, kar se tiče katapultnih sedežev. Sistem je takšen, da deluje, bom rekel, čisto samo svoj, pomeni ne rabi ne električnega pogona, ne nič, ampak če kompletno na letalo vse skupaj odpove, sedež še vedno deluje. Nekje 9 kg nabojev je v katapultnem sedežu, od momenta potega ročice, ko pilot potegne, pa do momenta, ko visina padalo, to je glavno padalo, tole pošekajte gor za vami, preteče 2,65 sekunde. Vse je avtomatizirano in je stvar končana. Pokrov, bom rekel, kabino prebijajo te noži na kontejnerih za padalo. Pride do izbora, oni razpišejo delovna mesta, potem moraš imeti ustrezno izobrazbo, se pravi za tehnika letalca potrebuješ 5. stopnjo izobrazbe, strojni tehnik ali pa elektrotehnik, ker se delimo na električarje pa na, tako rečeno, mehaničarje. Potem je počastniška šola, ko zaključiš počastniško šolo, sledi specializacija Adria, se pravi šolanje na Adriji in pa potem šolanje za tip. Zdaj tisti, ki so na Belu 412, gredo na šolanje v Ameriko, prav za to tovarno, kjer proizvajajo Bela. Za tisti, ki so pa na Cougarju, gredo pa v Francijo pa za usposabljanje v Eurocopter za Cougarja. Tako da to je. Potem pa pridobiš vse te licence, se pa začneš usposabljati na tipu, začneš delati preglede pa leteti. Potem pa rabiš 100 ur na leta, na koncu polagaš izpit, se pravi 50 ur imaš obveznega letenja z inštruktorjem, 50 ur samostojnega in pa na koncu je izpit. Če ga uspešno položiš, si pol tehnik letalec. Potem imamo pa še posebna pooblastila, so pa gašenje z vrečo, potem tale reševanje v gorah oziroma da položiš izpit za elektromotorno vitlo in pa NVG spada pa pod posebna pooblastila. Obstaja tudi ena možnost spuščanja po vrvi iz helikopterja, to je tudi dodatno pooblastilo, tako da ko vse to pridobiš, je pa samo še naslednja stopnica, je pa inštruktor.